Prehajamo na 7. točko. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 2, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Matevž Premelč. Besede ima dr. Marija Tadeja Ježek. Hvala lepa. Glavna razloga za izdelavo odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo sta sprememba zakonodaje na področju komunalnega opremljanja in odmere komunalnega prispevka in vlaganja v komunalno infrastrukturo v letih od 2016 do 2022. S sprejetjem zakona o urejanju prostora 2 in 3 in uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloki o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeru komunalnega prispevka je treba skladno 34. členom uredbe vse programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo ter uredbo na podlagi uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka uskladiti za določili te uredbe. Ter drugi razlog je sprejem novega občinskega prostorskega načrta občine Kamnik, številka 2, ki se pričakuje v tem letu. Namen programa opremljanja stavbnih zemljišč je analiza obstoječe komunalne opreme na območju OPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. S programom opremljanja se določijo stroški obstoječe komunalne opreme, preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto omere, območje opremljanja, merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Postopek sprejema programa opremljanja se izvede skladno z določili zakona, ki ureja področje opremljanja stavbnih zemljišč. S programom opremljanja se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Območje opremljanja je območje funkcionalne zaokroženih komunalno neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljišč, v katerem so s prostorskim izvedbenim aktom predvidena stavbna zemljišča. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Občina posreduje sprejeti program opremljanja, ministrstvo pristojnemu za področje prostora najpozneje v 15 dneh po njegovi uveljavitvi. V gradivu za sejo je primer izračuna komunalnega prispevka po obstoječem in pa po predlaganem odloku. Iz tega primera, ki je predložen tudi v vašem gradivu, izhaja, da bi v bistvu se v konkretnem primeru razlika za eno stanovanjsko stavbo po obstoječem odloku bi ta predvideni odlok povečal stroške za 771 evrov, kar pomeni zvišanje za manj kot 10%. Glede na to, da smo rekli, da v bistvu že od 2016 je odlok in do danes se je v bistvu bistveno več povečali tudi stroški vsi, kot je 10%, tukaj pa v bistvu povečujemo v bistvu predvideni komunalni prispevek za 10% v primeru individualne stanovanjske stavbe. Občina želi razvijati turizem, industrijo in kmetijstvo, zato je v predlogu odloka smo tudi zmanjšali faktorje na minimum. Na odboru za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja je bil podan predlog za oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo gasilskih domov, to že obstoječi odlok predvideva. Nova zakonodaja v 241. členu to vrstno oprostitev omogoča na nivoju CCSI razreda, vendar do danes strani pristojnega ministra še nismo prejeli informacije o tem, kako bi določili oprostitev samo za en tip objektov in ne za celotne tipe tega razreda. Glede na dejstvo, da je obstoječa zakonodaja v neskladju z uredbo, bo pripravljalec za druge obravnave preučil vse predloge in jih smiselno upošteval za pripravo gradiva. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine. Beseda ima Romana Ovčakar. Hvala za besedo. Lista Mateja Slaparja je predlog preučila in podajamo naslednje mnenje. Občina Kamnik je po površini med večjimi v Sloveniji, kar z vidika infrastrukturne pokritosti predstavlja kar velik izziv. Posebej, če želimo zagotoviti ustrezen razvoj v odročnejših predelih.
Lahko se pohvalimo, da smo na osnovi prikazane analize kljub velikosti in zahtevnosti prostora kar dobro infrastrukturno opremljeni, po drugi strani pa še vedno sodimo med občine, kjer smo po višini komunalnega prispevka glede na opremljenost med cenejšimi. Zelo dobro je, da je za kmetijstvo in turizem planiran polovični faktor, saj bo to zagotavljalo še večjo samooskrbo in pa pospeševalo razvoj turizma. Kljub precejšnjim vlaganjem v različno potrebno infrastrukturo in opremo ter nenormalno povečanim cenam v gradbeništvu in ostalih dejavnostih v zadnjem letu, je procent predvidenega povečanja višine komunalnega prispevka zelo majhen. Glede na to, da je potrebno nekatere stvari uskladiti z zakonodajo in da spremembe ne bodo bistveno vplivale na izračun oziroma končni obračun komunalnega prispevka, se nam gradivo zdi dobro pripravljeno, zato bo Lista Mateja Slaparja predlog odloka v prvem branju podprla. Na občinsko upravo pa apeliramo le, naj do naslednjega branja aktualizirajo podatke, ki so trenutno od maja 2022. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Kot je bilo že povedano, sem že na seji odbora podal predlog za gasilske domove. Veseli me, da je v tem času že občinska uprava najdla rešitev, da je to možen. Me pa zanima še ena zadeva. Tukaj imamo od vrste objekta opredeljene stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine. Veseli me, da seveda gostinstvo, kmetijstvo, turizem razvijamo, mislim pa, da moramo poskrbeti tudi za mlade. Če želimo ohraniti mladino v Kamniku, da bojo gradili, da bojo delali stanovanja, da se bojo videli v Kamniku, v naši občini, mislim, da je tukaj potrebno tudi olajšavo najti za take, ki bojo šli v investicijo lastno. In zdaj, ali se najdejo mladi v teh posebnih družbenih skupinah ali kje drugje, prosim za pojasnilo, in v primeru, da so tudi mladi te posebne družbene skupine, predlagam, da se tudi za njih zniža na enako kot za gostinstvo, turizem in kmetijstvo. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik v prvi obravnavi in pa predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.